Novi poslovni modeli in digitalne tehnologije so izzivi, s katerimi se država in gospodarstvo danes srečujeta na vsakem koraku. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo IKT Horizontalna mreža sta zato v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Digitalnim inovacijskim središčem 4. decembra 2018 pripravila konferenco Go Digital. Na konferenci so bile predstavljene dobre prakse pristopov k digitalni preobrazbi v podjetjih, ki so uspela z uvedbo novih poslovnih modelov, temelječih na disruptivnih digitalnih tehnologijah. Predstavniki vlade, IKT panoge, podjetij s področja informacijske tehnologije ter civilne družbe pa so na okrogli mizi skušali odgovoriti na vprašanje, ali in kako bo Slovenija uspešna v digitalni ekonomiji. Tisto, kar je pomembno za Slovenijo in katerokoli drugo državo, regijo, je, da razumemo, da je cela ta transformacija izjemno hitra in da se moramo polno angažirati vsi. In tukaj vidim pa vlogo močno tudi države. Zato imamo vzpostavljeno strategijo pametne specializacije, katere bistvo ni specializacija, pač pa transformacija, preoblikovanje v nove, odkrivanje novih možnosti produktov, poslovnih modelov, v skupen razmislek o tem, kje so naše primerjalne prednosti, niše in kaj moramo narediti, da do tja pridemo. Jaz absolutno verjamem, da bo Slovenija v digitalni ekonomiji uspešna, da pa moramo bistveno več sodelovati, bistveno več izmenjevati izkušenj, biti bolj podjetni in dvigovati svoj nivo kompetenc. I would say, let's say a lot of our small and medium-sized enterprises, especially the micro enterprises, they need help to understand what digitization means. So what is disruptive technology? How can digitization change their whole business? And therefore the GEMB organization should be a kind of digital coach to help these SMEs to find the right way on this digitalization journey. Slovenija je že uspešna v digitalni ekonomiji. Če pogledamo, samo IT podjetja so zelo uspešna v Sloveniji, na evropskem in pa na regijskem trgu. Jaz mislim, da moramo predvsem posebiti to digitalizacijo kot del neke podpore razvoju tudi ostalim navadnim podjetjem, predvsem majhnim podjetjem. Gospodarska zbornica je že dela velike korake v tem, da se različne industrije, različne IT industrija, klasična industrija, obrtni del in tako naprej povezuje, da ustvarja večjo dodano vrednost. Ključno je, da razumemo, kateri so poslovni modeli prihodnosti in da danes na njih gradimo, se povezujemo v Sloveniji. Vprašanje je, ali bo Slovenija uspešnejša in odgovor je da, bo pa treba seveda izvesti kar nekaj pomembnih ukrepov. Prvi, ki bi ga omenil, je normativni del, to se pravi prilagoditi zakonodajo, jo modernizirati in pa predvsem razmišljati razvojno. Izjemnega pomena bo pridobivanje kadrov, to je tisto ključno vprašanje, katerega si bomo morali v naslednjem letu odgovoriti. Kar se tiče poklicev prihodnosti, mislim, da se bojo poklici prihodnosti sami oblikovali vedno hitreje. Razvijalec v neki tehnologiji je danes lahko nekdo, ki, zdaj bom spet malo poenostavil, ampak nekdo, ki preživi 100 ur in gleda YouTube in se zraven uči. Ta človek ne potrebuje formalne izobrazbe na ta način, kot jo je podobral nekdo, recimo, ki je želel postati nek programer 15-10 let nazaj. In pač tako se bo ta stvar spremenila.